Splošne knjižnice predstavljajo fizični in virtualni prostor. Imajo globalni doseg, obenem pa so tesno povezane z lokalnim okoljem in najširšo paleto različnih skupin prebivalcev. Vsakomur skušajo priti naproti s svojimi storitvami in uporablja jih preko 60% prebivalcev Slovenije, saj so dostopne skoraj vsaki slovenski občini. Splošne knjižnice večina ljudi pozna predvsem zaradi knjig, branja, kulturnih prireditev, pa vendar se v knjižnicah, še posebej zadnja leta, dogaja tudi mnogo drugega. Na primer, učenje v vseh življenjskih obdobjih, zabava, spodbujanje ustvarjalnosti, druženje, medsebojna pomoč. V knjižnici Brežice starejšim uporabnikom nudimo pozitivno izkušnjo samostojne uporabe računalnika v vsakdanjem življenju. S pridobljenimi veščinami na drugačen način dostopamo do novih informacij ter uporabljamo različne spletne storitve. E-pismenost nam posledično prinaša večjo samozavest. Z vključevanjem v družabna omrežja pa so marsikomu odprte nove možnosti povezovanja. Zadovoljstvo tečajnikov in stalnost udeležbe dokazujeta, da smo pri svoji nameni uspešni. Imam zelo prijetno skupino, se družimo. V Googlu sem se naučila poiskati zanimive informacije, posebno iz zdravstva, kako urediti okolico hiše in še marsikaj drugega. Od leta 2009 do danes smo skupno izvedli 65 računalniških tečajev, ki se jih je udeležilo 549 oseb, predvsem starejših, brezposelnih iskalcev zaposlitve in pa upokojencev. Kot zanimivost naj omenim, da sta najstarejša tečajnika štela 82 let. Knjižničarji veliko pozornost posvečajo tistim skupinam ljudi, ki so na kakršenkoli način izključeni iz družbe in zato še posebej ranljivi. Mojo delavnico izvajamo na šolah ali pa šole pridejo k nam na obisk v knjižnico. Torej kot bibliopedagoška dejavnost, ki jo dodatno ponuja knjižnica. Tukaj imam pred sabo pripomočke, ki jih uporabljam za izvedbo moje delavnice o slepih in slabovidnih. Če bi bil slep, bi bilo meni najhujše, da ne bi mogel igrati nogometa. Želimo, da že otroci spoznajo ta svet drugačnosti, da otroke opremimo z znanjem, vedenjem, kompetencami, da lahko pomagajo tem ljudem, če je seveda potrebno, predvsem pa da jih sprejmejo kot sebi enake. Izpostavljamo storitve 6 splošnih knjižnic, s katerimi povezujejo starostnike in dijake v skupnem uživanju v branju, starejše, ki si želijo intelektualne živosti tudi v jeseni življenja, priseljence z novim domom v Sloveniji, polnočutne otroke s slepimi in slabovidnimi, iskalce zaposlitve z novimi priložnostmi in romske otroke s slovenskim jezikom. K projektu zagovorništva, to je naš projekt, se imenuje Bralne urice medgeneracijske, smo se odločili zato, ker že izvajamo določene aktivnosti za ranljive skupine. Zanimivo se nam je zdelo ravno branje dijakov v domu starejših. Za branje starejšim sem odločil sam zato, ker sem rad v družbi ljudi in tudi rad kdaj pomagam, če je to le možno. Starejši imajo dosti več izkušenj, kot jih imam jaz, in tudi zanimivo je poslušati njihove dogodivščine.
Sem registrirana iskalka zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. Z borzo dela in kariernim coachingom sem se srečala v letu 2012, ko sem se srečevala s svojim problemom javnega nastopanja. Zakaj se je borza dela umestila v mestno knjižnico, splošno knjižnico? Preprosto zaradi tega, ker je knjižnica srce lokalne skupnosti. Ker se pač borza dela razvija in je namenjena vsem brezposelnim ter vsem iskalcem zaposlitve, se v borzo dela kot dodatno dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana vpeljujejo tudi najrazličnejše moderne metode dela z uporabniki. Moj prvi rezultat je bil uspešno izdelana diplomska naloga in zagovor pred komisijo. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je osrednja območna knjižnica za področje Dolenjske. Izvajamo tudi programe za posebne ciljne skupine. Ena izmed teh je tudi program Pomoč Romom pri socializaciji. Otroci na delavnici preberejo glasno odlomek ali dva, nato pa izdelajo izdelek, ki ga lahko odnesejo s seboj domov ali pa naredijo razstavo v šoli. Hodimo v delavnici vsak dan, delamo, beremo, risamo, ustvarjamo. In naslednje leto bom spet prišel. Ker smo se zavedali težav, ki jih za tujce pomeni integracija v slovensko okolje, smo pred 3 leti pričeli z brezplačnimi tečaji slovenskega jezika za tujce, ki je del projekta Jezik moj, tvoj, naš. Udeleženci so iz vseh nekdanjih jugoslovanskih republik, pa tudi od drugod, Rusije, Sirije in Iraka. Jaz sem Albanka, v Slovenijo sem prišla zaradi moža, ki se že več kot 20 let živel tukaj in najna želja je bila, da se zadružimo, da bi najna družina spet živela skupaj kot celota ena družina. Splošna knjižnica je odprt javni prostor in je javna služba ter kot taka kategorija socialne države.